Pred leti so v Beli cerkvi začeli razmišljati, kako bi pripeljali v prostor prireditev, ki bi bila vseslovenska. Lotili so se tekmovanja v peki kruha in prav so storili, saj se je letos pokazalo, da je veliko število tistih, ki se radi pomirijo tudi v tem, čemur rečemo priprava hlebca kruha doma. Pa še prav je to, saj na tak način dajemo smisel setvi žit, obdelanemu polju. Na tak način so zraven tudi mladi, ki jim potem ne gredo neumnosti po glavi in razmišljajo o tem, kako bi pekli dober kruh. Ja, in tudi tisti najstarejši so rekli, včasih sem se ukvarjal s športom, danes pa športam na tak način, da spečem hlebec kruha. Pa še lepo je biti prvi, zmagati, dobiti zlato medaljo. No in o tem bo tekla beseda v današnji oddaji. Ves čas smo se pogovarjali o tem, kaj so tehnične težave takrat, ko pečemo kruh, koliko temperature, kakšen zrak, kako mesiti, kakšna moka, kako kakšna zrnja zdrobljena tam v tistem mlinu, pa nam jo je tudi maloškrat zagodil, pa vendarno bomo na začetku kljub temu povprašali predsednico, kako je zadovoljna z letošnjo prireditev, čeprav jo bomo bolj malo slišali. Letošnje leto je res neverjetno. Prišlo je nam 146 kruhov, prineslo oziroma sodelovalo je 98 članic, članov različnih društev oziroma posameznikov, ki niso člani društva, tako da je res preseglo vsa pričakovanja. Ja, zadovoljstvo je bilo videti na vseh obrazih in to je tisto, kar velja takrat, ko se začne in potem, ko se konča sama prireditev. Mnogi so razmišljali, tukaj sem ga polomil, to sem naredil narobe. Pa vendarno, pojdimo še nazaj k prireditvi in predsednica Kmetic Slovenije je povedala tole. Mene ta prireditev zelo všeč, ker tukaj lahko pokažemo pač svoje delo. To pa, da se je skoraj podvojilo, je pa še toliko bolj zelo fajn, kajti to pomeni, da dober glas seže v deveto vas in verjetno gre ta zgodba se širi. Res pa je, da so dekleta in pripravljavci komisije imeli naporno delo in težko delo in veliko dela zaradi tega, ampak jaz mislim, da je to prav namen, da zberemo čim več dobrega kruha. Jaz verjamem, da se je kvaliteta od lanskega leta poboljšala in to je tisto, kar želimo s to akcijo narediti. Pridelano doma pravijo, da je ekološko najmanj sporno, istočasno pa tudi najbolj zdravo. Kako razmišljate o doma pridelanem in kakšen delež znotraj tega pravzaprav predstavlja kruh? Jaz bi rekla, da vse, kar je naše, domače, jaz sem zagovornik doma pridelane hrane, je bolj kvalitetno, prav gotovo od tistega, ki v trgovinah čaka več dni. Jaz se čudim, da lahko en kruh zdrži tudi 15 dni recimo, ker vemo, da to doma ni mogoče in jaz zagovarjam, da je ta kruh boljši že iz tega razloga, ker je v njega vloženega precej truda, ljubezni in to potem tudi kruh izraža. Glejte, na takih prireditvah se pravzaprav pokaže vsa moč tega vašega dela v društvih podeželskih žena in pravzaprav se tudi pove tistim, ki ne vedo, da tam nekje se speče tisto, kar je, lahko rečemo, najboljše. Ali to že vemo? Ja, jaz mislim, da se slovenski potrošnik že počasi nagiba k temu, da mogoče poje malo manj, pa tisto bolj kvalitetno, da se zaveda tudi tega, če je roba pripeljana od dlje, ni ekološko že iz tega razloga, da je od nekje. Tudi to poskušamo dopovedati, da drugje veljajo drugačni standardi, drugačna pravila in nekako zagovarjamo in delamo akcije prav ta namen, da bi se zbližali s potrošnikom, da bi predstavili svoje izdelke in da bi ti potrošniki še bolj segali po njih. Prav te akcije so namenjene temu, da lahko potrošniki pridejo, pogledajo naš kruh, da ga poiščejo, da najdejo kontaktne osebe. Res je, da imamo že marsikje
kar dobro pokrito to dopolnilno dejavnost in peko kruha, pa domačih pač dobrot. Marsikje bo to še potrebno postoriti, ampak jaz mislim, da tukaj so premiki, so začetki nekako in da moramo to pot uspešno naprej peljati in peljali bomo tako, da bo ponudba in tako, da bo povpraševanje. Oboje mora biti, če hočemo, da dosežemo cilj. No ja, mogoče sem kje drugje krivičen, ker iščem samo zaslužek pri kruhu, pa se mi zdi vse tako popolno, predvsem v prenosu znanja, da o tem niti ne razmišljam, ampak kljub temu je potrebno razmišljati o tem, da sama peka kruha poskrbi za marsikaj. No in direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospoda Igorja Hrovatiča, smo povprašali, kako on razmišlja o tem. V bistvu zelo pomembna je ta povezava oziroma veriga od pridelovalca do peka in potem potrošnika. In pomembno je, za kar tudi pri nas na zbornici vlagamo kar velike napore, je to, da mi pravzaprav to verigo sklenemo od začetka, od pridelave z domačimi surovinami, pridelamo na koncu en izdelek, v tem primeru kruh, ki pač ima neko svojo dodano vrednost. In ni vseeno, ali mi pečemo kruh iz neke moke, za katero ne vemo, iz kje je, ampak dejansko spečemo kruh iz moke, ki je pridelana iz naše pšenice, doma pridelane pšenice in dokazljivo je, da se tak kruh razlikuje od ostalih kruhov, ki pač imajo osnovno surovino od drugje. In na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije smo, lahko rečem, da smo ponosni na to, da smo aktivno sodelovali v tej žitni verigi, kjer smo nekako uspeli dogovoriti. 10 let so sedeli vsak na svoji strani pridelovalci pa odkupovalci, no v lanskem letu pa nas je uspelo priti na skupni breg in dejansko se dogovoriti o tem, kakšno pšenico želimo pridelovati, kakšno moko potrebujejo naši mlinarji in seveda po koliko bo ta pšenica za to moko tudi plačana. In lahko rečemo, da je pa že jesenska setev za več kot polovico večja, več površin je posejanih s pšenico, kot pa je bilo v letu 2010. Ja, gospodarjenje in tudi pšenica mora biti tista prava, najboljše, če je durum, pa še ne vem kakšna, kategorije. Ampak, gledajte, tle gre za nekaj več. Gre za tisti notranji naboj, živeti na tem podeželju, znati pridelati zase, biti ponosen na to. Ali ne gre za to na tej prireditvi? Gledajte, tukaj gre pravzaprav v tem primeru gre pa za nekaj drugega, gre za nekaj več. Gre za to, da je naše podeželje in naše gospodinje znajo speči razne kruhe z podobno surovino in tukaj se pravzaprav ne samo, da se regija od regije razlikuje se že kraj od kraja, potem kakšni kruhi so značilni, kakšni kruhi so se pekli in verjamem, da je te dni komisija imela zelo, zelo težko delo za to, da je pravzaprav izbrala te najboljše. Dejstvo pa je, da si vsi, ki nekako se odločijo, da se pokažejo tudi drugim, že to je ena taka velika zahvala in tudi spodbuda za naprej. Kruh je samo en mozaik tega bogatstva podeželja, tudi dolenjskega podeželja tega območja in jaz sem tudi vesel za to, ker je teh mozaikov vsako leto več in nekako je vsako leto tudi manjša bojazen, da bi določene tradicionalne značilnosti, opravila, pa tudi prehranski izdelki izginili iz našega vsakdanja ali pa izginili v pozabo. Ja, jokati o tem, kako bo spečen kruh v zapečku in čakati, kdo ti ga bo prinesel, ker se te bo usmilil, o tem ne gre zgubljati besed. Mislim pa, da je bilo veliko tega postorjenega znotraj same prireditve in pričakovati, da bo kar čez noč to postala vseslovenska prireditev, je bilo mogoče oportuno, ampak ker je bilo dobro vse postorjeno, postaja ta prireditev pravzaprav nekaj več in iz vse Slovenije prihajajo kruhi
in mislim, da smo na dobri poti. Kmetijsko-gozdarska zbornica na nek način utirja in udejanja vse te dogodke. No, povejte tem našim pridnim, marljivim ženicam, ali je za pričakovati, da bi se tu lahko zgodilo vse slovensko tekmovanje v peki kruha, ker na koncu imate vi škarje in platno v rokah, direktor. Se strinjam z vami. Jaz tukaj moram reči to, da zastonj je bojazen, da nekdo nekomu dela konkurenco, tako kot je bila bojazen, da se neka državna prireditev recimo temu v pekovskih izdelkih, pa naj bo to v peki kruha, vrši izven Ptuja. Vse to je pravzaprav dejansko tisto, kar nekako daje na temu poudarku ali pa temu kruhu tisti dodaten poudarek in tukaj se dejansko pogovarjamo samo o kruhu. Ptuj pa je pravzaprav neka nadgradnja, iz katere lahko zgradiš tudi blagovno znamko, tradicionalno blagovno znamko in pod to blagovno znamko tudi si prepoznaven in v Sloveniji, pa tudi izven nje. Velika zlata medalja je nekaj, kar je bil pravzaprav cilj vseh teh, ki so spekli kruh v Beli cerkvi. No in kako se do tega pride, sem povprašal eno od članic, predvsem tudi zaradi tega, ker je zraven tekmovala tudi hčerka. Nisem dobil njene izjave, tudi ta je malo slabša, ampak poslušajmo, kako na kakšen način nastaja pravzaprav tekmovalni kruh, ki dobi potem na koncu zlato medaljo. Imela sem časa 3 ure, do 3 sem delala, pa ob 6 sem šla nazaj za 2 kruha in to sem v tem času naredila, pripravila. Hitri nastavek zmeraj delam, to je pol moke, vso tekočino pa sladkor, pa kvas, da se pokrijem z ostalo moko polovico, kilo dam, pol kvasni nastavek, pol na vrh. In ko vidiš, da začne pokati moka, se pravi, da kvas dela, ta kvas je začel rasti, je živ in takrat ga pomešaš, zmešaš skupaj, dodaš še sol, olje, pač dodatki, Jaz sem imela zdaj beluše, ta drug je bil z bučnimi semeni, zameseš, pustiš 20 minut, še enkrat premeseš, skajaš še 20 minut in pečica. S tem, da roka dela tudi. Ta preklemana roka, pa ljubezen, pa vse tisto zraven, sam bi rad slišal, kakšen recept pa vam ga ne morem predstaviti, tako pač je na tekmovanjih. No in potem v nadaljevanju smo povprašali tudi še ostale, kako je s tistimi, ki so prišli prvič. Jaz sem letos prvič tukaj udeležena, sodelujem pa s pirinim kruhom z medom. Zakaj? Zato, ker rada pečem že več let, ampak nikoli nisem bila toliko aktivna v teh krogih, da bi sodelovala. Zdaj sem pa rekla, bom kar sodelovala, probamo, da vidimo, kaj bo. Sam kruh je pa mogoče malo drugačen, malo poseben, glede na to, da imamo domač med, sem rekla, bom probala pa še malo spremeniti običaj glede kruha in tudi med kot domač izdelek uporabiti v ta namen. Ja, novosti, zraven še kakšna babica, pa smo že na pravi poti, pa vendarno pirina moka. Drugače je pirina moka stara vrsta pšenice, in tisti, ki poznamo mičken tradicijo, mičken zgodovino, vemo, da so to včasih veliko več kot navadno pšenico uporabljali, vendar se vedno čas spreminja, vse gre naprej, vse se okoli obrne, oziroma včasih so rekli, po 7 letih vse prav pride, zdaj pa čas, da tudi pira nazaj pride. Se vrača morda kruh nazaj v kmečke domove, mislim, peka kruha? Stalno bolj. Vse bolj, deloma tudi tale kriza naredi svoje. Več kot 5 let nazaj sem sama sklenila, da kruha kupovala več ne bom in ga sama pečem tudi doma. Vse več gospodinj, vse več mladih punc je ugotovilo, da je domač kruh pa le nekaj boljšega, predvsem zato, ker vemo, kaj damo v usta, ker damo samo tiste sestavine v usta, potem kot jih uporabimo pri peki, ni tistih dodatkov, konzervansov, barvil, dodatnih ojačevalcev okusa.
Mislim, da bo vse več tega, da bo tudi sam domači kruh oziroma kruh kot nek simbol domačnosti, tudi izobilja, če tako rečemo, postal simbol izobilja. Predvsem zato, ker danes so težki časi in vse bolj pride do izraza dober okus. Če je pira pražito, pa je tritikala nekaj novega in s Krškega polja so prenesle pravzaprav kruh iz tritikale. No in poslušajmo. Prinesla sem poseben kruh iz tritikal. V bistvu to je ena vrsta žita, ki je v povezavi skupaj pšenica, ječmen in rž. Je nekaj posebnega, zato sem se letos odločila, da ga prinesem na ocenitev. Prinesla sem kar 9 različnih kruhov od mojih članic aktiva Kmečkih žena Krško polje, tako da se zdaj že 3. leto zapovrstjo udeležujemo tega ocenjevanja. Ja, vesel sem, da je tako, da je zanimanje za peko kruha takšno. Pa vendarno, kaj vas pravzaprav povezuje in napotuje, če bomo temu tako rekla, na takšno tekmovanje? Najprej kot ohranjanje tradicije, druga stvar je pa to, da se srečamo, da se družimo, da ženske pač izvejo, kako lahko izboljšajo svoje izdelke in predvsem je to, da se v bistvu lahko pokaže to, kar znaš narediti. Poglejte, ko vas mlade vidim, saj se ne bojim, ampak vseeno vprašam. Jaz mislim, da mogoče čez čas bo spet prišel ta čas kruha nazaj, čeprav sem z vasi, ga še vedno pečemo v krušni peči, tako da jaz ga cenim in upam, da ga bodo tudi drugi v bodoče bolj, kot ga sedaj. Vedno sem razmišljal, kako bi sam lahko ocenjeval vse te pridelke, vendar se mi zdi nepošteno, ker sem površen do vsega, kar se speče, skuha, ker predvsem pri ocenjevanju je potrebno biti natančen. No in to je letos komisija zagotovo bila natančna in marljiva, se oceniti tako veliko število kruhov ni ravno enostavno. No in predsednica, beseda je vaša. Letošnji kruhi so dobri. Videlo se je predvsem to, da so gospe in tudi gospodje, ki so sodelovali na tekmovanju, v izdelke vložili veliko energije, veselja, ljubezni. Tako da kljub temu, da smo ocenjevali pravzaprav 9 ur z enim krajšim odmorom, smo se potrudili, da so bili kruhi ocenjeni po vseh kriterijih, ki jih določa pravilnik. Kvaliteta kruhov je bila dobra, seveda pa se med dobrimi najde tudi nekaj odličnih, zato je izmed 146 kruhov 22 kruhov ocenjenih z zlatim priznanjem. Ugotavljamo, da so članice oziroma vsi sodelujoči upoštevali nekatera navodila, ki smo jih dali prejšnja leta. Predvsem me veseli to, da letos nismo opažali napak v zvezi z nespecifičnimi aromami oziroma vonjavami, ki nastanejo kot rezultat pokrivanja kruhov po peki s prtički odišavljenimi z detergenti oziroma z različnimi mehčavci. Tudi kot slišim sedaj komentarje gospa in gospodov, ki so sodelovali pri tekmovanju, imajo pripombe na nizke ocene iz videza sredice. Opažali smo, da je letos veliko kruhov s slabo poroznostjo, slabo elastičnostjo. Vzrokov za te pomanjkljivosti je lahko več. Mogoče je vzrok bil tudi to, da so neprimerno uporabili kvasni nastavek oziroma pri samem vzhajanju niso upoštevali vseh pravil, ki naj bi jih pri tej fazi tehnološkega postopka upoštevali. Včasih sem bil vesel vsakega, ki je prinesel hlebec kruha. Glavno so bili to starejši. Sedaj, v letošnjem letu, veliko mladih. Ampak kruh je bil tako omamno dišeč, pa še poskusil sem ga, da so besede povsem odveč. Mi pa v mirno peč. V mirni peči pa so se lotili regijskega kviza Mladi in kmetijstvo. V mirni peči so mladi odgovarjali na razna vprašanja in študirali snov,
ki je pravzaprav sestavni del našega vsakdana. Ne samo tisti, ki to počnejo v šoli, tudi tisti, ki se izobražujejo v kakšnih drugih nekmetijskih šolah. In zanimivo jih je bilo poslušati. Odgovori so bili fantastični. Ampak v Mirni peči ne bi bili mirnopečani, če ne bi začeli takole. Se ne gre, da bi zgubljal besede po nepotrebnem pri taki muziki, pa vendarno nekako je potrebno začeti. In mladi so začeli z znanjem in ker je znanje vodilo, sem poprašal direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospoda Igorja Hrovatiča, kaj je tisto, kar je vodilo pri samem tekmovanju. Vsako leto na Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije skupaj z Zvezo podeželske mladine Slovenije zbiramo teme za kviz Mladi in kmetijstvo. Namen tega kviza je pravzaprav ena vrsta dvig znanja na kmetijah, zanimanje mladih za kmetijstvo in pa seveda spoznavanje vsakoletnih aktualnih zadev, ki se na tem področju kmetijstva in razvoja podeželja dogajajo. Moram reči, da je naloga zbornice ne samo izobraževanje kmetov, ampak tudi izobraževanje mlajših ljudi, predvsem v smislu teh dopolnilnih znanj, dodatnih znanj, ki jih ljudje ne dobijo v smislu rednega izobraževanja, seveda če ne obiskujejo kmetijske oziroma agroživilske šole. Znanje je v danem trenutku izrednega pomena, pa ne samo znanje, ki je povezano samo s tehnologijo v kmetijstvu, ampak predvsem znanje, ki je povezano s tem, da kmet izvaja ne samo proizvodno kmetijsko dejavnost, ampak je pravzaprav glavni, kako bi temu rekel, v naravi, ki skrbi za prostor, ki skrbi za naravo, ki pravzaprav vzdržuje tudi ravnotežje v tem prostoru. Z vidika kmetijske politike, z vidika politike razvoja podeželja, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji je to izrednega pomena in pravzaprav preko teh vsebin pravzaprav kmetijstvo ohranja tudi finančna sredstva. Zato je zelo pomembno, da se za prostor, kot je slovenski prostor, ki je zelo razgiban, ki je zelo bogat, na eni strani z rastlinskim in živalstvom, na eni strani in pa na drugi strani tudi zelo, primeren za kmetijsko proizvodno dejavnost, da se dejansko vse te komponente vključijo v to našo politiko. In pravzaprav tukaj v tem je pomen tega in zbornice, da tudi kmetje sami preko svojih organov, preko svojih stanovskih organizacij nekako se na eni strani seznanijo z vsebinam, ki jih to politika daje, na drugi strani pa daje tudi odziv, kaj pa je potrebno v Sloveniji v tej politiki spremeniti, zato da bo ta način kmetovanja pravzaprav dostopen, pristopen in sploh uresničljiv. To je zelo pomembno, predvsem zaradi tega, ker ta politika za sabo nosi velike administrativne ovire, papirologijo, pa mogoče tudi izpolnjevanje nekih standardov, ki jih drugje po Evropi ni potrebno. Zato je pravzaprav ta povezanost tudi v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice izrednega pomena. Včasih sem vprašal, gospod Glinšek, ste tukaj? Potem lahko začnemo. Nikogar ni bilo na takšne prireditve. In veselje je bilo videti v Mirni peči, da so prišli, recimo, aktivi kmečkih žena. Poslušajmo. Tako ženske in tako možje. Mladi živijo v svojem svetu in take podpore so zagotovo veseli. In to je bilo čutiti na vsakem koraku v Mirni peči. Vsi so prišli z enim samim ciljem – zmagati. Pa vendar zmagali so razni in od teh mogoče kasneje vse pokazali jih bomo. Zmagali so predvsem organizatorji.
No in kaj je bilo v letošnjem letu v ospredju kot temeljno znanje? Teme, ki so predmet letošnjega kviza Mladi in kmetijstvo, so zadružništvo. To ni naključno, ne samo zaradi tega, ker je letošnje leto priznano strani Organizacije Združenih narodov za mednarodno leto zadrug in zadružništva, ampak predvsem zaradi tega, ker je organiziranost, predvsem pa poslovna organiziranost v kmetijstvu v Sloveniji izredno šibka. Kmetje smo neorganizirani in ko se pogovarjamo z živilsko-predelovalno industrijo ali pa ko se pogovarjamo s trgovino, pravzaprav se ta šibka organiziranost še dodatno vidi. In to lahko povem, da so zelo šibki na področju zelenjave. Moram pa reči, da smo tudi kot zbornica bili zelo aktivni in vključeni v izdelavo teh dogovorov, dobrih praks, tako pri samem kodisu, kakor tudi dogovora v reproverigi na področju žita. Zdaj se pa trudimo tudi na področju zelenjave. Jaz upam, da bo tukaj en korak naprej. Je pa res, da pa je zadružništvo tisto, ki pa je našemu slovenskemu kmetu najbližje in ga tudi v smislu organiziranosti najbolje razume. Drugo, kar je zelo pomembno, je varna hrana. Mi zelo veliko govorimo o lokalno pridelani hrani, o zdravi hrani in to niso prazne besede. Hrana, ki prihaja od drugod v Slovenijo, je lahko, bom rekel, okužena z kar velikimi količinami CO2, ki se porabi za to. Naša hrana pa je pravzaprav hrana tista, ki je pridelana doma in je primerna našim razmeram, našim organizmom in našim zdravstvenim zavaram. To, kar sem pa že prej omenil, varovanje okolja, omejitve pri kmetovanju in to je tema, ki pravzaprav po eni strani pove, kaj to pomeni, koliko je to pomembno, po drugi strani pa tudi pove, kakšno oviro preveliko, če temu rečem, zaščitenost območja pomeni kot oviro v kmetovanju. In kaj je povedal vršilec dolžnosti direktorja Novomeškega kmetijskega zavoda, gospod Dragovan? V organizaciji našega zavoda je kviz potekal danes v dveh regijah. Tukaj v Mirni Peči in pa v Posavju v Brežicah. Skratka, naši ljudje oziroma naši strokovnjaki so pripravili nabor vseh vprašanj in pa tudi formirali komisije za izvedbo tega kviza. To je, bom rekel, naše vsakdanje delo. In vsekakor je pomembno, da se znanje na podeželju širi, predvsem med mladimi ljudmi, kajti na ta način bodo generacije, ki prihajajo, imele občutek, kaj je pridelava hrane, kaj je zdrava hrana, kaj je organiziranost v kmetijstvu in na ta način bodo tudi v bodoče bolj uspešni. To je osnovni namen in poslanstvo svetovalne službe in pa zavoda kot ustanove, ki je prisoten na vseh teh področjih. Če povzamem teme, ki so bile danes na kvizu, lahko rečem, da je prva tema in ena izmed najpomembnejših, ki se bomo morali v bodoče zavedati, zdrava hrana in pomen zdrave hrane. In pa druga tema, organiziranost, predvsem v smislu zadružništva, da je treba to stvar vsekakor izboljšati in v današnji tekmi, v globalizaciji, ki je in pa v prevladujoči, da rečem, prevladujočim trendu trgovine, da je treba najti uspešno rešitev za male ljudi in za pridelavo pač našega podeželana, ki ima majhne površine. Skratka, težko bomo konkurirali svetovnim proizvajalcem z velikimi površinami, lahko pa bomo preko zadružništva v bodoče ob eni boljši organiziranosti pridelovali zdravo hrano in pa na nek način cenovno tako ugodno hrano, da se bo tudi prodajala. In še k rezultatom. Škoda je, da ni bilo ekip več iz Bele krajine, zato bo Belo krajino zastopala na državnem prvenstvu ekipa iz Metlike. Dolenjska pa 3. mesto je dosegla ekipa iz Mirne Peči.
Drugo mesto je zasedla ekipa Grma, Centra biotehnike in turizma. Prvo mesto pa je šlo po dolgih letih v Suho krajino in ekipa Suhe krajine bo zasluženo zastopala Dolenjsko na državnem prvenstvu. In kako ob koncu? Ja, kruh in znanje skupaj je nekaj, kar ta naša država potrebuje. Tu znotraj niso potrebne besede. Namreč kruh in znanje daje lepo pot in lepo prihodnost.